Dnevi slovenskega turizma in znotraj tega gostinsko-turistični zbor kot dogodek, ki ima največjo tradicijo, sta krona dela v turizmu vsakoletnem in to je čas, ko se da narediti nek presek, pregled dogajanja. Letos mislim, da bo zadeva še posebej pomembna zato, ker bomo govorili o novi strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017-2022, ki jo je sprejela vlada v tem mesecu in verjamem, da bomo to strategijo na nek način dobro zacementirali v tem kontekstu, da jo bomo tudi kot tako realizirali v naslednjih 5 letih. Prizren je pomembni paradni konj ne samo za občino Kranjska Gora, ki je tokrat gostiteljica 64. dneva slovenskega turizma in gostinsko-turističnega zbora, temveč tudi za celotno Slovenijo po tako uspešni sezoni, kot je bila letos. Glejte, v turizmu lahko govorimo vse najlepše, ampak moramo biti tudi kritični. Sami rezultati fizičnih turizmov so odlični, rastejo, vendar imamo veliko za postoriti na večjih področjih, na področjih lastniškega preoblikovanja, na področju investicij, na področju promocije in vse to na nek način naslavlja strategija in verjamem, da bomo s tem, ko bomo začeli realizirati to, kar smo napisali, naredili pa res še bolj pomembne korake naprej v razvoju slovenskega turizma. Gre za naš najpomembnejši stanovski dogodek, katerega tekmovanja so se pričela že v včerajšnjem dnevu, nadaljujejo se skozi ves dan in zaključijo jutri z pričetkom dnevov slovenskega turizma. Toliko pomembnejše je, ker smo uspeli v to prireditev vključiti mlade, ki se izobražujejo v panogi gostinstva in turizma in hkrati povezati z ključnimi turističnimi podjetji v naši državi. Nekaj smo začeli že tudi včeraj popoldan in sicer začeli so študenti višjih strokovnih šol za tekmovanje Slovenia Skills, tekmovanje, ki bo izbral tekmovalce in bo zastopal Slovenijo na olimpijadi poklicev Euroskills drugo leto v Budimpešti. Danes so začeli dijaki srednjih šol, tako področje kuharstva, strežbe, turizma in pa ostala tekmovanja, ki so po programu. Kakšna nagrada čaka za vse te tekmovalce iz teh šol, ki so tekmovali? Ja, vsi dobijo priznanje za sodelovanje, ki je tudi obarvano bronasto, srebrno in pa zlato. Potem pa v vsaki kategoriji podelimo prvo, drugo in tretje mesto z medaljami. Šolsko tekmovanje je pa še toliko bolj zanimivo, ker naredimo tudi skupek vseh programov in šola, ki zbere največ točk, prejme prehodni pokal. Oziroma pokal je, ki se seli iz šole na šolo, pač odvisno, kje je najboljša. Gre pa za to, da zmagovalec odhaja na Evropsko prvenstvo v Budimpešto in hkrati pa tekmujejo zaposleni v naših turističnih in gostinskih podjetjih, ki se tudi postavljajo v različnih panogah. Ko bomo končali ta gostinski zbor tukaj v Kranjski Gori, pričnemo s pripravami na naslednjega, to se pravi tam nekje kakšno leto dni traja. Potem pa seveda zadnje 2 meseca so te priprave zelo intenzivne, to se pravi, da dobimo vso opremo, ki jo potrebujemo tukaj v Kranjski Gori za pripravo kulinaričnih tekmovanj, da pridobimo ustrezna živila, da naročimo ta živila, da meso pravočasno damo zorjet, to se pravi, da imajo tekmovalci vrhunske sestavine. In potem seveda ta zadnje par dni, ko smo tukaj, vsi že fizično prisotni, so potem pa samo še tiste lepe izboljšave, priprave, dogovarjanja, malo potrenirati, kako bodo ti živi nastopi potekali. In potem danes prvi dan, smo zadovoljni, veliko obiskovalcev, vreme nam služi, pa tudi sami tekmovalci se zelo trudijo s svojimi kreacijami, da imajo obiskovalci kaj za videti.